Lep pozdrav z moje strani vsem. Jaz sem Veronika Cukrov, danes bom moderirala pogovor z našim strokovnjakom za prehrano, Matevžem Jeranom. Matevž Jeran je po izobrazbi magister inženir prehrane. Ta naziv je pridobil na Biotehniški fakulteti v Ljubljani. Pri magistrski nalogi je tudi izvedel majhno študijo, v kateri je analiziral dvodnevne jedilnike 26 vegank in veganov ter 22 vsejedk in vsejedcev in primerjal kakovost prehrane obeh skupin. Matevž je z osebnega vidika vegan postal, ko je opazil svojo nekonsistentnost pri odnosu do različnih vrst živali, kar mislim, da je nekaj, s čimer se lahko marsikdo od nas strinja. Pri veganskem izzivu sodeluje kot nutricionist, ker mu je uspelo že kar nekaj ljudi navdihniti, da spremenijo svoje življenje na področju etike, zdravja in okoljevarstva. Vse teme, katerih se bomo delno tudi danes dotaknili. In rad bi še naprej mnogim pomagal pri spreminjanju navad in mišljenja. Zase pa pravi, da bi lahko vsak dan jedel kosmiče z rozinami in sojnim mlekom, njegova najljubša jed pa je veganska lazanja. Na tej točki bi vas rada tudi spomnila, da bo na koncu webinarja nagradna igra in lahko v žrebu sodelujo vsi tisti, ki so na Zoomu. Nagrade bodo različni omega-3 paketi Prodetja Norsan. Za namen nagradne igre bi pa prosili, da se udeleženci na Zoomu preimenujete tako, da se bo videlo vaša imena in priimke, ker če piše uporabnik, ne vemo, kateremu uporabniku moramo to dati. Tako da, če želite sodelovati, bi bilo super, da si spremenite ime, tako da bo razvidno, za koga gre. No, zdaj pa gremo kar naprej. Matevž, pozdravljen, še uradno. Ja, živja. Tudi še mogoče to bi rekla, da lahko tudi sproti postavljate vprašanja v klepetu Zooma ali v komentarjih pod Facebook live videom, ter jih bomo probali spremljati, ter če bo seveda čas dopuščal, če ne bomo predolgi, se bomo potrudili, da čim več od teh vprašanj na njih tudi odgovorimo. Vprašanja, ki jih imamo pa zaenkrat pripravljena, so pa taka, ki so najpogostejša za ljudi, ki razmišljajo o rastlinski prehrani. In mislim, da bomo veliko zajeli že z njimi. No? Tako da, Matevž, mogoče bi kar začela. Najprej prvo vprašanje, ki se marsikomu porodi. Kaj sploh ješ, če si na rastlinsko bazirani prehrani? Ja, no, super. Hvala za dober uvod, Veronika. Torej, kaj sploh ješ, a ne? Najprej pod rastlinsko bazirano prehrano kot osnova spadajo polnovredna živila rastlinskega izvora, kamor spada na primer sadje, zelenjava, oreščki, semena, žita, krompir, stročnice. Potem v drugi kategoriji so vsa ta rastlinska živila, ki so narejena iz teh osnovnih živil, ne. To so pa lahko na primer bela moka, na primer sokovi, olja, nešteto izdelkov, ki so narejeni iz teh osnovnih živil. Pa lahko rečemo, da je še tretja kategorija. Tukaj so pa živila, ki niso niti rastlinskega izvora, niti živalskega izvora, ampak jih na rastlinsko bazirani prehrani še vseeno vključujemo. To so pa na primer gobe, gobe ne spadajo pod rastline, na primer alge ali pa mikroalge. Tukaj zdaj, ko imamo nagrado mikroolje, mislim omega-3 iz mikroalg, vemo, da mikroalge ne spadajo pod rastline, ampak na rastlinsko bazirani prehrani. Tudi to lahko jemo, seveda. Potem recimo vitamin B12 je narejen s pomočjo bakterijske fermentacije, spet ni rastlina, pa mi to še vseeno jemo. Recimo kalcij, ki je dodan v rastlinskih mlekih, je tudi rudninskega izvora, ni rastlinskega izvora. Pa vitamin D, recimo ga proizvajajo iz lišajev ali pa recimo v gobah se nahaja, spet to ni rastlinskega izvora. Tako da tukaj, pa recimo še kvas, a ne. Kvas uporabljamo zato, da vzhaja kruh, in spet kvas je iz kvasovk, ni iz rastlin. Tako da, kaj jemo na rastlinsko bazirani prehrani? Polnovredne rastline, pridelane rastline, pa tiste zadeve, ki niso niti rastlinskega, niti živalskega izvora, ampak jih smatramo za etične in zdrave. Super. Kaj pa bi rekel, da so glavne prednosti uravnoteženega rastlinskega prehranjevanja zdravstvenega vidika? Zdaj, če primerjamo to z neko čist tipično prehrano vsejedca, ne zdaj najbolj nezdravo, pa zdaj spet ne najbolj zdravo, z neko srednjo potjo. Kaj je prednost tega, da gremo na neko uravnoteženo rastlinsko prehrano? Ja, zdaj,
velike koristi so naprimer pri tem, da tisti, ki se tako prehranjujejo, imajo v povprečju nižji krvni tlak, potem imajo nižji holesterol v krvi, nižji LDL holesterol. In vse to, kar sem zdaj v štartu naštel, je že koristno kot preventiva pred srčno-žilnimi boleznimi. Tudi potem študije, ki preučujejo direktno srčno-žilne bolezni, kažejo, da imajo te osebe nižje tveganje za srčno-žilne bolezni. Potem, če pogledamo krvni sladkor, imajo te osebe manj pogosto povišan krvni sladkor in tudi če se spet gre gledati vpliv na diabetes tipa 2, je tveganje za diabetes tipa 2 nižje pri osebah, ki se prehranjujejo rastlinsko. Potem tudi pri raku, na splošno, če vse vrste rakov štejemo v eno kategorijo, imajo osebe, ki se prehranjujejo rastlinsko, nižje tveganje za raka. Pa še, kar se tiče debelosti pa prekomerne telesne teže, imajo tudi osebe na rastlinski prehrani manj pogosto debelost, pa manj pogosto imajo prekomerno telesno težo. Tako da, kar se tiče zdrave telesne teže, je pri veganih ali rastlinojedzih bolj pogosta. No, super, to so same dobre stvari. Vseeno pa je mogoče, da imamo biti uravnoteženi, tako kot si prej omenil, vitamin B12 in kalcij in tako naprej. Ali nam lahko na takšni prehrani česa primanjkuje in katere so po tvojem mnenju oziroma po znanstvenem konsenzu največje napake, ki se lahko pripetijo posamezniku pri tem, ko planira svoj rastlinojedi jedilnik? Ja, tukaj v štartu, da ne bom takoj začel omenjati napak rastlinojednega jedilnika, da boste videli, da imam nekako iste kriterije za vse jedce in za vegane. Bom najprej povedal tipične napake pri klasični prehrani. Če pogledamo splošno prehrano vse jedcev v Sloveniji, vemo, da ima približno 50% prebivalcev prenizek vnos folatov, približno 90% prebivalcev ima prenizek vnos vlaknin. Potem, če gremo na vitamin D, v hladni polovici leta ima približno 80% splošnega prebivalstva premajhno vrednost vitamina D v krvi. Potem nasičene maščobe, več kot polovica splošnega prebivalstva v Sloveniji ima previsok vnos nasičenih maščob, pa približno 2-krat preveč soli poje povprečen prebivalec Slovenije. Tukaj, najprej, če recimo povemo, če naštejemo teh klasičnih 5 napak za vse jedo prehrano v Sloveniji, lahko potem gremo še na primerjavo pri veganih. Kar se folata tiče, v primerjavi z vsejedci, vegani nimajo nobenih problemov. Kar se vlaknin tiče, spet vegani nimajo nobenih problemov. Kar se tiče vnosa soli, je v nekaterih študijah pri veganih vnos soli manjši, kakor pri vsejedcih, pri nekaterih študijah je enak. Tako da, kar se tiče soli, mogoče vegani nimajo neke prednosti. Kar se tiče vitamina D, tako za vegane kot za vsejedce pač lahko rečemo, da to je problem, ampak vitamin D je predvsem problem zaradi našega načina življenja, ne zaradi prehrane. Pa, kar se tiče pa nasičenih maščob, vegani ponovno s tem nimajo probleme, vsejedci pa. Potem pač, zdaj tukaj vidim par stvari, kjer so vegani boljši od vsejedcev, so pa seveda lahko vegani pa nekaterih stvarih malo na slabšem, ali pa če ne načrtujejo dobro svoje prehrane. Tukaj najprej v štartu bi omenil vitamin B12. Zdaj, če hočejo biti vegani ali rastlinojedci vsaj toliko zdravi, kakor je klasično splošno prebivalstvo, potem je super, da se poskrbi za vnos vitamina B12, ali je to s prehranskimi dopolnili, ali pa je to premišljenim vnosom obogatenih živil. Zdaj, če vegani poskrbijo za zadosten vnos vitamina B12, že verjetno lahko rečemo, da bodo vsaj tako zdravi, kot je splošno prebivalstvo. Če pa hočemo še bolj poskrbeti, če hočemo biti ekstra zdravi, se lahko osredotočimo še na kakšno drugo hranilo, ne samo na vitamin B12. Kot smo že prej pri vsejedcih omenjali, splača se
vedeti, kakšna je naša vrednost vitamina D v krvi. Potem splača se vedeti, ali zaužívamo toliko soli, kot splošno prebivalstvo, ali imamo zdrav vnos soli, a ne, ker kot sem rekel, splošno prebivalstvo ima dvakrat preveč visok vnos soli in to je z vidika krvnega tlaka zelo slabo, a ne. Zdaj, če kot vegani, če se prehranjujemo bolj zdravo, bomo lahko imeli nižji vnos soli, pa bomo še dodatno poskrbeli za to, da imamo tudi bolj zdrav krvni tlak. Potem je pa še ena stvar, kalcij. S tem, ko vegani izločimo mlečne izdelke, je fajn, da potem pri tistih rastlinskih mlekih ali pa rastlinskih jogurtih, ki jih uporabljamo namesto mlečnih izdelkov, pogledamo, a imajo dodan vitamin B12, a imajo dodan kalcij, pa a imajo dodan vitamin D. Ker če redno zaužívamo take rastlinska mleka ali pa take rastlinske jogurte, ki imajo to dodano, potem, kar se kalcija tiče, tudi ni treba, da bi nas kaj skrbelo, no. Seveda pa to ni edini vir kalcija v prehrani veganov, je še cel kup drugih, no. A sem tukaj še kaj pozabil povedati? Mislim, da ne, ampak v bistvu edina stvar, ki je še ostala, mogoče za predebatirati. Jaz, čeprav razumem, ni potrebno imeti zdaj ravno posebnih znanj, strokovnih znanj, biti inženir prehrane, zato da si vegan za sestavo jedilnika, ampak predvsem slediti uradnim znanstvenim dognanjem z tega področja, ki se jih zdajle, mislim, da večinoma zelo lepo naštel. Mogoče še eno vprašanje glede tega, ki je zelo pogosto glede veganstva, kako je pa z beljakovinami in konkretno z esencialnimi aminokislinami? Kako zadostimo temu, da jih dovolj pojemo, kako vemo, kateri so njihovi viri in mogoče pod vprašanje pri tem, kaj je z veganskimi zrezki in sojo v odnosu do tega vprašanja? Ja, če analiziramo jedilnike veganov in če analiziramo jedilnike vsejedcev, se pokaže, da imata obe skupini dovoljšen vnos beljakovin, tako da ne bi bilo treba, da bi se zelo močno osredotočali na beljakovine ali pa na esencialne aminokisline, a ne. Je pa tako, ne, da veganom se seveda priporoča, da se zaužíva stročnice redno. Idealno bi bilo, da bi stročnice ali pa izdelki iz stročnic bili na jedilniku vsak dan. Pa seveda vsi vegani tudi zaužívamo žita, a ne. In žita tudi imajo kar dobro količino beljakovin, sploh zaradi tega, ker žita zaužívamo večkrat dnevno in tako se pač beljakovine hitro naberejo, ne. In kar se tiče pa esencialnih aminokislin, ni nam treba zdaj v istem obroku kombinirati žit pa stročnic zaradi tega, da bi bila neka tako imenovana popolna aminokislinska sestava, ker itak tekom celega dneva jemo različne vire beljakovin, a ne. Torej dobivamo beljakovine iz stročnic, iz zelenjave, iz žit, iz krompirja, oreščkov, semen, in s tem, ko imamo zelo raznolike vire beljakovin tekom celega dneva, ne rabimo ukvarjati s tem, a dobimo tudi idealno količino esencialnih aminokislin. Ker če pa koga to skrbi, no, je pa tako, da več kakor boš beljakovin zaužil, več bo tudi vnosa esencialnih aminokislin. In v zvezi s tem, kar se tiče soje, soja je zelo priporočljiva v prehrani veganov in v prehrani vsejedcev, že zaradi tega, ker je dober vir beljakovin, pa ni to edino pri soji, a ne. Soja je tudi hkrati vir kalcija, kar je zelo fajn, ko poskušamo izločiti mlečne izdelke, pa potem recimo to nadomeščamo z izdelki iz soje. Pa soja ima tudi tako maščobno kislinsko sestavo, da ima tudi nekaj omega-3 maščob v sebi. Tako da, kar se tiče prehranske sestave soje, je zelo zanimivo živilo, zelo uporabno. Pa tudi, če pogledamo metaanalize na temo soje, pa na temo različnih vplivov na zdravje, karkoli so raziskovalci preučevali, je soja ali pozitivna ali pa nevtralna, ne. Tako da nekateri, ki se bojijo soje, so mogoče prebrali kakšno napačno informacijo na spletu, ki pač ni znanstveno potrjena, ali pa so mogoče brali kakšno
propagando strani mlečne industrije ali pa kaj takega, no. Kar se tiče pa teh mesnih nadomestkov, isto je, zelo pogosto je pri teh mesnih nadomestkih tako, da so visoko beljakovinska živila in to je fajn v prehrani veganov, pa ponavadi ta živila nadomestijo neko recimo rdeče meso ali pa predelano meso, ki sta ali rakotvorno ali pa potencialno rakotvorno, a ne. In že s tem, ko naredimo to zamenjavo, je to veliko boljša izbira za človeka. S tem, da to rastlinsko meso tudi ne prispeva k rezistenci na antibiotike, pa velikokrat je tudi maščobno-kislinska sestava boljša, pa velikokrat je tudi nekaj vlaknin noter, a ne, ker v običajnem mesu nikoli ni nobenih vlaknin. Pa tukaj je treba pogledati, če primerjamo ta živila, ne, recimo meso pa sojo ali pa meso pa mesne nadomestke. Če pogledamo okoljski vtis, so mesni nadomestki seveda boljši, ali pa če pogledamo še na primer etični vpliv, a ne, kako se ravna z živalmi v mesni industriji, je seveda veliko boljše, da jemo sojo ali pa mesne nadomestke ali pa na splošno stročnice, ne. Ja, mogoče tukaj še, če sama dodam, meni se je zdelo zelo zanimivo, ko sem zvedela, da je v bistvu, so transmaščobe tudi v mesu, ne, ker ves čas slišimo, da so samo v piškotih, pa ne vem, tako naprej, ne, so tudi v mesu, ne bomo jih pa našli zdaj v nekih kvalitetnih izdelkih rastlinskih. Mogoče tukaj imamo eno vprašanje, ki bi ga mogoče kar integrirala že zdaj. Gospa Marjeta je vprašala, če lahko navedemo konkretne primere hrane, kjer je veliko beljakovin, kalcija. Mogoče gremo zdaj lahko kar na tole vprašanje, ki ga imamo tudi predvidenega, in sicer primeri zajtrka, kosila in večerje. Tukaj bi mogoče najprej jaz, sem tudi večletna veganka, bi mogoče povedala, kaj jaz jem, potem pa Matevž lahko pove, kaj on je, tako kot primeri nekaj relativno beljakovinskih. Recimo, za zajtrk si veliko naredim proteinski smuti z protein powderjem iz graha, s kakavom, konopljina semena, maline, sojin jogurt, kosilo, kakšen kari s tofujem ali pa čičeriko, mogoče večerja, kakšna solata z veganskim polpetom. Sprav, da se pač res potrudimo, da so v vsakem obroku beljakovine, oziroma vsaj da jih na dnevni bazi dovolj pojemo, no, vsaj to bi rekla, no. In mislim, da to sploh ni težko, no, tako da zdaj pa Matevž, kako pa ti pa povej. Ja, tukaj je Veronika dobro rekla, da se na tako vprašanje idealno takole odgovarja, da se pove primer jedilnika in potem v tem jedilniku recimo vidimo, kje so kakšne snovi, a ne. Veronika je povedala, na primer, da uporablja v tem jedilniku sojine izdelke, a ne. Sojini izdelki so na primer vir kalcija in hkrati vir beljakovin. Omenila je recimo čičeriko, čičerika je spet vir beljakovin in vir kalcija, pa omenila je uporabo večjih vrst zelenjave. V zelenjavi se pa prav tako nahaja kalcij, pa zelenjava s tem, ko je nizkokaloričen vir, lahko tudi rečemo, da je dober vir beljakovin, a ne, ker zelo velik del kalorij v zelenjavi so beljakovine, ne. Tako da že na tem primeru jedilnika, ki ga je Veronika povedala, se vidi beljakovine in kalcij. A si omenila tudi čija semena? Ne, to pa nisem. Konopljina semena, ne? Ja, konopljina, to pa. No, recimo konopljina semena so spet vir beljakovin, pa tudi zanimiva kot vir omega-3 maščobnih kislin, ne. Tako da, evo, tukaj na hitro analiziran en jedilnik, pa vemo, da tak jedilnik vsebuje dovolj beljakovin in kalcija. Zdaj pa, če jaz še primer svojega jedilnika recimo povem, ali pa neki primer 3 obrokov. Recimo, da je za zajtrk, da so vseni kosmiči, pa zraven sojino mleko, ki ima dodan kalcij, vitamin B12, vitamin D, pa recimo, da je tukaj noter v zajtrku še jagodičevje, pa orehi recimo, ne. Pa če gremo na naslednji obrok, za kosilo bi lahko bili recimo polnozrnati špageti, pa veganska bolonjska omaka, narejena iz sojnih koščkov, pa v tej bolonjski omaki recimo še paradižniki pa paradižnikova mezga. Pa pol za večerjo recimo polnozrnati kruh s humusom.
pa recimo, da bi pri večerji bil zraven še vitamin B12, pa vitamin D zdaj v tem letnem času, pa recimo dolgoverižne omega-3 maščobne kisline. No in tako, če pogledamo ta jedilnik, ki sem ga zdaj naštel, ne, spet vidimo več uporabe stročnic, že v zajtrku recimo v stročnici je bilo sojino mleko, potem v kosilu sem omenil sojine koščke, pa pri večerji humus, ne, humus je pa narejen iz čičerike. Pa pri vseh treh obrokih so bila žita in v vseh teh žitih se tudi naberejo beljakovine, ne. In kot vir kalcija je pa že v zajtrku recimo ta sojino mleko obogateno s kalcijem. O, super, super, najlepša hvala, Matevž. Zdaj mogoče, če gremo čez vprašanja, pa bom sam povedala, kar sem že jaz odgovorila sicer. Potem glede procesirane hrane je Matevž že prej kar obširno, tako da mogoče ne bomo spet s tem glede mesnih nadomestkov, je že nekaj odgovarjal, če bo še kaj imel za povedati, bo že vmes. Mogoče zanimivo vprašanje se mi zdi tole glede železa. Se pravi, ali imajo vegani zdaj ne samo nižjo raven železa in feritina v krvi, ampak vprašanje je bilo, da ne bi bilo pogosto, da imajo vegani nizko raven železa in feritina. Tukaj mogoče jaz že kar dodala, da feritin je tudi pokazatelj vnetja v telesu, tako da v bistvu feritina itak ne želimo imeti zelo visokega, ampak pač ravno dovolj visokega. Zdaj, če je feritin zelo visok, to ni vedno bolje, to lahko kaže na nek vnetni proces v telesu, tudi kaj resnega. Glede, sicer bo pa Matevž odgovoril. Ja, kar se železa tiče, velikokrat pozabljamo na to, da s tem, ko vegani recimo izključimo meso, hkrati nečesa jemo več, a ne. In vegani jemo več polnozrnatih žit, pa jemo več stročnic. In s tem, ko jemo tega več, zaužijemo več železa, kakor ga poje vsejedec. In tukaj je zelo velika razlika v bistvu. Pojemo skoraj dvakrat več železa, kakor vsejedec, in zaradi tega pomanjkanje železa oziroma anemija zaradi pomanjkanja železa ni bolj pogosta pri veganih kot pri vsejedcih. Kar se tiče feritina, je res, da v povprečju imajo vegani nižjo vrednost feritina kakor vsejedci, ampak to ne pomeni, da imajo bolj pogosto pomanjkanje feritina, in to ne pomeni, da jim to kaj škoduje, a ne. Kakor je tudi že Veronika rekla, višja vrednost feritina v krvi je tudi povezana na primer z višjim tveganjem za diabetes tipa 2. Tako da, če se osredotočamo samo na en kazalnik, je premalo, a ne. Je fajn gledati tudi, kakšna je pogostost anemije pri obeh skupinah. Super, najlepša hvala. Potem pa še Tjaša, mogoče, Tjaša je vprašala, se pravi, komentar mi je izginil, glede vprašanja, kako naj se ne zredimo in kako naj, mogoče tukaj, da poveš, kako naj se prehranjuje kdo, ki mora paziti na težo na rastlinski prehrani, pa kdo, ki želi mogoče pridobiti več mišic ali pa tako naprej, no, kako moramo na to paziti z vidika jedilnika. Ja, no, najprej, če pogledamo na to, kako se ne zrediti, a ne, ali pa recimo, kako shujšati. Na veganskem jedilniku imamo itak zelo širok spekter živil, ki jih lahko zbiramo, tako da se lahko odločimo, bi jedli tako prehrano za hujšanje, ali bi tako za vzdrževanje telesne mase, ali tako za rejenje. Tako da to je res od nas odvisno, kaj si želimo. In za hujšanje je tako, da se je fajn osredotočiti na polnovredno rastlinsko prehrano, to pomeni, da se osredotoči na vnos sadja, zelenjave, polnovrednih žit, krompirja, stročnic, oreščki, semena. In ko nekdo zaužíva pač v glavnem taka živila, bo ta oseba zelo sita, a ne, in ko bo zelo sita, pač bo avtomatsko pojedla manj, kakor je navajena. In to je en pogled, ne, torej polnovrednost, in s tem, ko imamo večjo polnovrednost obrokov, s tem je tudi večji vnos vlaknin, in vlaknine so povezane s sitostjo. Potem drugo, kar je, fajn je pri hujšanju imeti večji vnos stročnic. Prvo zaradi tega, ker stročnice imajo veliko vlaknin in s tem povzročajo sitost. Drugo, ker imajo veliko beljakovin in na drug način povzročajo sitost. Tretje pa tudi zato, ker
ko hujšamo, hočemo pač se znebiti čim več maščobe v telesu, ohraniti čim več telesne mišične mase. A ne. In kadar skušamo ta oba kriterija imeti, je fajn povišati vnos beljakovin, da se ohrani čim več mišične mase ob tem, ko izgubljamo telesno maščobo. Pa tretja stvar pri hujšanju je pa ta, da fajn je imeti čim več vode v prehrani, ker voda je spet ena stvar, ki povzroča sitost. Naprimer, če skuhamo špagete s trikratno količino vode v primerjavi s špageti, nas bo to veliko bolj nasitilo, kakor pa če jemo kruh. Pa je oboje lahko polnoredno, pa oboje je lahko iz istega žita narejeno. Pa če gremo še na rejenje, pri rejenju pa lahko pogledamo nekako obratno kakor to. Pri rejenju je pa tako, da si želimo, da nismo preveč siti, zato da bomo lahko pojedli več. In to, da ne bomo toliko siti, lahko dosežemo s tem, da zauživamo več tekočih kalorij, ker tekoče kalorije povzročajo manj sitosti kakor trdna hrana. Zdaj, tekoče kalorije so na primer sojino mleko, sojen jogurt ali pa recimo sokovi. Potem tukaj pri rejenju je še ena varianta ta, da povišamo kalorično gostoto naših obrokov, kar lahko dosežemo na primer z dodajanjem kakšnih arašidovih masel ali pa maslo iz indijskih oreščkov ali pa tahini ali pa kaj takega. Pač na tak način povišamo kalorično gostoto naših obrokov. Lahko imamo več obrokov, lahko pa tudi recimo v zajtrk, pa v kosilo, pa večerjo dodamo v vsak obrok po 2 jušni žlici olja. Ker olje je sploh najbolj kalorično gosto živilo, tako da na tak način zelo veliko kalorij lahko dobimo. In mislim, da je to tono. Super, najlepša hvala, Matevž. Mogoče bi še samo na tej točki prosila uporabnike, gledalce, da če lahko prosim če si lahko prosim izklopite mikrofon vsi, ker imamo včasih malo problem, da se potem na koga drugega fokus gre, zaradi tega, ker imate prižgan mikrofon, tako da bi vas lepo prosila. Ok, zdaj pa gremo naprej. Tukaj je eno zelo zanimivo vprašanje, saj meni se zdi, čeprav večina ljudi ne sledi zdaj svojemu vnosu beljakovin točno tako natančno, ampak je pa v zadnjih letih to res postalo zelo moderno. Se pravi, tukaj vprašanje je, če za nekoga, ki je zelo fizično aktiven in tudi dela dviguje uteži, če je 1,5 gramov na kilogram na dan dovolj vnosa beljakovin ali preveč. Zdaj, to sicer, kot sem rekla, večina naših gledalcev si ne bo šla zdaj šteti vnosa beljakovin, tako da bolj tudi pod vprašanje tukaj je, ali tista dva tipa jedilnika, ki sva jo midva prej naštela, ali lahko že s takim prehranjevanjem domnevamo, da vnesemo dovolj beljakovin na rastlinski prehrani, če si pa zdaj nek resen športnik, pa ali je 1,5 gramov na kilogram dovolj na dan. Ja, tiste dva primera jedilnika, ki sva jih povedala jaz pa Veronika, sta za splošno prebivalstvo. Tukaj pa zdaj vprašanje za nekoga, ki bi rad povišal mišično maso ali pa recimo se ukvarja z bodybuildingom, je pa res, da je priporočljivo zanj, da ima vnos beljakovin recimo do 1,6 grama beljakovin na kilogram telesne teže. Tako da ta oseba, ki to sprašuje, je povedala ta pravo številko. Tako da te jedilniki, ki so jih midva povedala, bi za tako osebo bili premalo osredotočeni na beljakovine, tako da bi bilo treba recimo te jedilnike, ki so jih midva povedala, nadgraditi s tem, da bi ta oseba pojedla recimo več sejtana ali pa da bi imela več obrokov na dan, midva so naštela 3 primere obrokov. Kdor je bodybuilder recimo, ima 5 obrokov na dan ali pa mogoče nekateri celo do 7. Tako da kdor ima veliko malic, pa če za te malice poskrbi, da so beljakovinske, torej naprimer, da je sojen jogurt ali pa bolj pogosto, da je oreščke ali pa, kakor sem prej rekel, recimo, da poleg klasičnega kosila, da ima še dodatno porcijo sejtana, taka oseba potem komot dobi tudi toliko beljakovin,
torej 1,6 grama beljakovin na kilogram telesne teže. Si pa seveda vsi športniki radi pomagajo z z beljakovinami v prahu. To seveda je zelo enostavna rešitev za tiste, ki želijo imeti tako visok vnos beljakovin. In tukaj je zelo veliko veganskih opcij, iz graha, iz soje, mešanice različnih virov. Super, najlepša hvala, Matevž. Zdaj pa mogoče, če se osredotočimo še na zakaj, poleg zdravstvenih razlogov, zakaj je smiselno iti na rastlinsko prehrano, če se mogoče dotakneva še rahlo etičnih in okoljskih vidikov, sprav v bistvu oboje je etični vidik na nek način, samo ali zaradi živali samih ali zaradi okolja kot nekega širšega pojma. Na začetku si omenil, da je človek nekonsistenten pri odnosu do različnih vrst živali. Kaj misliš s tem in kako tebe to motivira, da ostaješ na rastlinski prehrani? Ja, ta etična nekonsistentnost je bila tista, ki je mene premaknila, ko sem jaz to pri sebi videl, ko sem imel neke samorefleksije. Se je pa to zgodilo, ko sem bil ob enem jezeru, pa sem imel pogovor o hišnih ljubljenčkih, torej o psih, o mačkah, pa hkrati sem tam na jezeru videl, kako plavajo račke na jezeru. In sem dobil kar naenkrat nek klik, kako mi se lahko toliko pogovarjamo o enih vrstah živali, pa kako obožujemo pač nekatere vrste živali ali pa jih občudujemo, na primer račke tam na jezeru, hkrati pa ene druge vrste živali pa jemo, pa nam je vseeno, kaj se dogaja z njimi v klavnicah, v živinorejskih obratih, in se sploh ne sprašujemo o tem. Zdaj, recimo, če primerjamo to račko, račka je ptica, je vretenčar, pa če pogledamo na primer jedilnik nekoga, ki ima na jedilniku piščanca, piščanec je spet ptiča in vretenčar. In tudi vsi hišni ljubljenčki, ki jih imamo, so vretenčarji, pa hkrati vse živali, ki jih ljudje jemo, so vretenčarji. Tako da vse te živali so si zelo podobne, vse te živali so čuteča bitja in si ne želijo umreti, si ne želijo biti naši sužnji. In mi kot ljudje imamo zelo shizofren odnos do različnih vrst živali, ene obravnavamo tako, druge drugače, in bi bilo fajn, da bi bili konsistentni pa spoštovali vse vrste čutečih bitij. Ja, se zelo strinjam, najlepša hvala, Matevž. Tukaj imamo dve vprašanji, ki se zelo dotikata podobne tematike, in sicer ženske po menopavzi, kako ali je veganska prehrana primerna za njih, ali so kakšne prednosti, slabosti, in kako pristopiti k temu, da v tej starosti, da imamo čim bolj, bi temu rekla, mladost čim dlje, bom tako rekla, no? Kako nam lahko prehrana pri tem pomaga, no? Ja, tukaj po menopavzi, če se prav spomnim, je prav priporočeno, da je višji vnos soje kakor v splošnemu prebivalstvu, ker to pomaga pri blaženju teh simptomov menopavze. Zdaj tukaj, kar se tiče prehrane po menopavzi, je fajn vedeti to, da po menopavzi imajo ženske ponavadi počasno upadanje kostne gostote in pač to je zaradi hormonskih sprememb. In to je fajn, da ženske vejo in da se potem bolj osredotočijo na dovoljšen vnos vitamina D in dovoljšen vnos kalcija, hkrati pa, ko se tega zavedajo, tudi da živijo tako, da čim bolj preprečujejo upadanje kostne gostote. To se pa doseže tudi tako, da se čim več giba, da se čim več telovadi, hkrati pa ne samo klasična telovadba, ampak tudi telovadba, kjer se dvigujejo uteži ali pa kjer se nosi bremena. Ker več kot bomo ohranjali mišične mase po menopavzi, več se bo tudi kostne gostote ohranilo. No, in zdaj, ko imamo vse te informacije, je fajn potem, da imamo čim bolj uravnotežen veganski jedilnik, kar pomeni čim več polnovrednih živil, dovoljšen kaloričen vnos,
pomembno je to, da imamo dovolj kalcija v prehrani, kar pomeni, da je fajn, da vsaj enkrat dnevno, recimo, da imamo na jedilniku 2 deci sojinega mleka, ki je obogaten s kalcijem pa vitaminom D, ali pa recimo 2 deci sojinega jogurta, ki je obogaten s kalcijem pa vitaminom D. Potem, kar se vitamina D tiče, v hladni polovici leta se itak vsem priporoča dodajanje vitamina D. Pa s tem, ko želimo več telovaditi, je fajn, da imamo tudi višji beljakovinski vnos, kar pomeni, da take osebe, ki želijo ohranjati mišično maso in hkrati kostno gostoto, je fajn, da imajo tudi višji vnos beljakovin od povprečja. Tudi že tako, s starostjo se poviša potreba po beljakovinah, ne samo po menopavzi pri ženskah, ampak tudi pri moških v starosti. Imamo moški tudi takrat višje potrebe po beljakovinah, tako da je fajn imeti ne samo vsak dan, ampak celo večkrat na dan na jedilniku stročnice ali pa izdelke iz stročnic, ali pa seitan, ali pa kakšna druga beljakovinska živila. Mogoče bi še jaz tukaj eno vprašanje imela z vidika stročnic, o katerih ves čas govorimo, ker so res za vegane zelo pomembna stvar, ne. Marsikdaj slišimo od vsejedcev, vsaj jaz sem to velikokrat slišala, da ne bi mogli iti na rastlinsko prehrano, ker imajo težave z prebavljanjem stročnic. Tukaj bi jaz rekla, da mogoče je to malo simplistično gledanje, ampak da recimo prebaviti sojin jogurt je dosti preprosto. In zaradi tega ljudje velikokrat pozabijo, da tudi nek sojin jogurt ali pa tofu ali pa kaj takega, to je tudi v bistvu stročnica in ni težko prebavljivo. Tako da, ko bi tukaj ti omenil, o procesirani hrani smo že veliko govorili, ampak kaj bi ti odgovoril tistim, ki pravijo, da ne morejo iti na rastlinsko prehrano zaradi tega, ker ne bi mogli cel dan stročnic prebavljati? Ja, tukaj je fajn, da si to temo omenila. Ja, tudi v veganskem izzivu imamo to kot eno izmed pomembnejših tem, ki jo obravnavamo. Tako da je prav, da je tudi zdajle na tem webinarju. Je pa tukaj fajn, da naredim celo predavanje o vlakninah, ker to vprašanje ni samo vegansko vprašanje, ampak je na splošno vprašanje zdravojedstva, ker v Sloveniji, kakor sem že prej omenil, približno 90% prebivalstva ima prenizek vnos vlaknin in kdorkoli se bo odločil za zdravojedstvo, bo s tem pač povišal vnos vlaknin in tudi s tem bo imel predvidoma več napenjanja, Ampak zdaj, če se mi osredotočimo samo na ta negativen aspekt vlaknin, to zelo ozko gledamo, Moramo pogledati na pozitivne plati višjega vnosa vlaknin, Zdaj, ena plat višjega vnosa vlaknin je ta, da s tem, ko zaužívamo več vlaknin, nam te v bistvu znižujejo holesterol v krvi, kar je super. Potem s tem, ko imamo višji vnos vlaknin, naši mikroorganizmi v debelem črevesju dobivajo več hrane in te mikroorganizmi na ta način te vlaknine uporabljajo kot hrano in kot stranski produkt povzročajo te pline, Ampak te pline so samo stranski produkt. S tem, ko mi hranimo te mikroorganizme v debelem črevesu, skrbimo za to, da imamo zdravo mikrobioto tam, pa s tem te mikroorganizmi povzročajo tudi, proizvajajo tudi na primer butirat, ki koristi naši črevesni steni. Tako da s tem, ko hranimo mi te mikroorganizme v debelem črevesu, skrbimo za naš zdrav debeli prebavni trakt. S tem, ko mi hranimo te mikroorganizme, tudi skrbimo za to, da redno odvajamo blato, ker tisti, ki imajo prenizek vnos vlaknin, imajo veliko bolj pogosto zaprtost, kakor tisti, ki imajo zadosten vnos vlaknin. Mi pa si seveda želimo, da vsaj enkrat dnevno odvajamo blato, ker s tem enkrat dnevno tudi odvajamo vse tiste snovi, tiste škodljive snovi, ki se nakopičijo v našem telesu, Tako da si želimo, da bi čim večkrat odvajali blato in to je koristno. Torej je koristno, da imamo čim večji vnos vlaknin. Pa vlaknine imajo tudi to prednost, da našim obrokom
nižajo glikemični indeks oziroma glikemično obremenitev, kar pomeni, da naši obroki ne povzročijo visokega skoka glukoze v krvi po obroku, ampak poskrbijo za to, da se glukoza enakomerno dviga v krvi in s tem pač skrbimo za preventivo pred sladkorno boleznijo tipa 2, hkrati pa s tem poskrbimo za večjo sitost po obrokih, in s tem, ko skrbimo za večjo sitost, lažje skrbimo za zdravo telesno težo, se ne prenajedemo. Tako da je zelo veliko koristi tega, da imamo višji vnos vlaknin. Samo ena negativna plat je pa ta, da zdravojedci imajo pogostejše napenjanje, Ampak če pomislimo na ta način, ko imaš več napenjanja, imaš hkrati več teh pozitivnih stvari, ki se dogajajo hkrati v tvojem telesu, mogoče nekako si lahko omiliš to zadevo. Seveda pa poznamo tudi druge ukrepe, Zdaj, mogoče ne bi vsakmu, ki ga stročnice napenjajo, rekel, da mora nekaj narediti na tem, ampak tisti pa, ki recimo zaradi napenjanja mogoče slabše spite, tisti je pa res fajn, da nekaj naredite na tem, Možni ukrepi pri tem pa so recimo, da stročnice zjutraj date namakati, pa jih potem pri kosilu skuhate in s tem boste manj časa kuhali, da bojo postale mehke, pa še boljše bojo prebavljive. To je ena varianta. Potem druga varianta je, na primer, da se namesto sojinih koščkov, ki zelo napenjajo, da se uporablja tofu. Sojini koščki imajo zelo veliko vlaknin, tofu ima bolj malo vlaknin in zaradi tega tofu ful manj napenja, Pa recimo isto je pri sojenem jogurtu, pri sojenem mleku, ker nimata veliko vlaknin, zaradi tega skoraj ne napenjata ali pa nič ne napenjata. Tako da je tudi recimo, tukaj, kot sem rekel, na primeru soje, različne oblike predelave povzročajo različno količino plinov, Pa če na splošno pogledamo vse stročnice, manjše kot je seme, manjša je verjetnost, da bo ta stročnica napenjala. Na primer fižol ali pa bob imata zelo velika semena, kar pomeni, da jih je dosti težje na tak način skuhati, da bi bila čisto mehka, medtem ko leča ima zelo majhna semena in jih je zelo lažje na tak način jo je veliko lažje na tak način skuhati, da ne bi napenjala. Super, najlepša hvala, Matevž. Mogoče še eno vprašanje glede, tako kot sva prej govorila o etični motivaciji, se pravi, tako kot si omenil, kaj nas motivira glede zaščite živali pri tem, da smo na rastlinski prehrani. Okolje je tudi zelo pomembno in mogoče, če nam lahko poveš kakšno zanimivo statistiko glede okoljskega odtisa vsejedca napram veganov. Ja, mogoče ste že slišali za planetarno dieto, ki je tudi na primer na spletni strani Inštituta za nutricionistiko. Idealno bi bilo, da bi na osnovi te planetarne diete bila narejena ta prehranska priporočila za Slovenijo, ampak zaenkrat na žalost prehranska priporočila za Slovenijo še ne vključujejo okoljskega odtisa. Ta planetarna dieta recimo zelo že omejuje vnos živil živalskega izvora in je že zelo koristna. Če bi vsi se tako prehranjevali, bi bilo to že zelo koristno za planet. Ampak še bolj učinkovito kot to je pa, če se nekdo odloči ali za vegetarijanstvo, ali za fleksitarijanstvo, ali za veganstvo. In od teh načinov, ki sem jih zdaj naštel, je veganska prehrana tista, ki ima najmanjši okoljski odtis, če se pogleda več komponent okoljskega odtisa hkrati. To pomeni, če se pogleda ogljični odtis, potem rabo zemljišč oziroma tudi rabo morja bi lahko vključili v okoljski odtis, pa če se pogleda porabo vode. Ko ocenjujemo vse te komponente okoljskega odtisa, vidimo, da je veganska prehrana tista, ki ima najmanjši okoljski odtis. In fajn bi bilo, da bi vsi se tega zavedali, pa če že ne postanemo vegani, pa da postanemo da pridemo na neko tako točko, ki se približuje veganstvu, Razumem, ja. Hvala, Matevž.
Tukaj imamo eno zelo dobro vprašanje v četu, glede joda in omega-3. V bistvu omega-3 smo se že nekaj rahlo dotikali, ampak ne prav celostno. In Teja je vprašala, lanena semena so vir omega-3 oziroma predhodne molekule, no? Ali bi jih morali dnevno zaužiti kar precej, ali se motim? Ja, lanena semena recimo najlažje jih izkoristimo, če so mleta, ker če zaužívamo taka, ki niso mleta, bo to mogoče vse šlo v blato, ne? Mogoče ne bomo nobenih omega-3 dobili z njih. So pa od rastlinskih živil, če naštejemo lanenega olja, res lanena semena tista, ki imajo največ omega-3 maščobnih kislin. Vsebujejo pa kratkoverižne omega-3 maščobne kisline. To so tiste, ki se v telesu še morajo pretvoriti v dolgoverižne, v EPA in DHA. Zdaj, če bi mi vsak dan zaužívali recimo lanena semena, pa bi samo na njih računali kot na vir omega-3, bi jih mogli zaužiti recimo eno jušno žlico na dan v mleti obliki, pa bi dobili dovolj omega-3 maščobnih kislin. Zdaj, za splošno prebivalstvo, za splošne starostne skupine pri veganih to zadostuje, kar se tiče vnosa omega-3 maščobnih kislin. Kar se tiče pa nosečnic pa doječih mater, tukaj je pa zelo priporočeno, da se zaužíva tudi dolgoverižne omega-3 maščobne kisline, te se pa pridobiva iz mikroalg. In tudi to je tisto, kar je danes nagradna igra, a ne. Danes imamo za nagradno igro omega-3 maščobne kisline v obliki kapsul, olja ali pa žele bombonov od podjetja Norsan, a ne, torej to so te omega-3 maščobne kisline, ki so pridobljene iz mikroalg in so dolgoverižne, kar pomeni, da ni treba, da se v telesu pretvarjajo v to dolgo obliko, ker so že v tej dolgi obliki. In pač pri nosečnicah pa doječih materah, ki imajo povečane potrebe po omega-3 maščobnih kislinah, se torej priporoča te dolgoverižne omega-3 maščobne kisline, zaradi tega, ker je to obdobje, ko se pri plodu oziroma pri dojenčku zelo hitro razvijajo možgani. Omega-3 maščobne kisline so pa pomembne pri razvoju možganov, pri razvoju vida, pa tudi pri razvoju imunskega sistema. Potem pa tukaj bi omenil še nedonošenčke, to so pa še ena skupina, kjer je tudi priporočeno, da se zaužíva omega-3 maščobne kisline kar direktno v tej dolgoverižni obliki, torej v obliki mikroalg, ker nedonošenčki kratkoverižnih omega-3 maščobnih kislin ne pretvarjajo dobro v dolgoverižne. Če pa recimo pogledamo primer nekega 34-letnika, se pa pričakuje, da normalno pretvarja kratkoverižne omega-3 maščobne kisline v dolgoverižne, tako da lahko računa tudi samo na te vire. Super, najlepša hvala, Matevž. Se potem bilo še eno vprašanje na to temo, ampak mislim, da si v bistvu vse odgovoril. Mogoče tudi zanimivo vprašanje je Jože vprašala, katera olja so najbolj priporočljiva. Mogoče tukaj, če se malo dotakneva različnih vrst maščob konkretno, katera so najbolj zdrava za srce, katera nam dajo tisto, kar potrebujemo in tako naprej. Ja, tukaj zdaj delimo na različne načine uporabe, ne. Ko gre za hladno uporabo, torej na primer na solatah, potem je fajn, da izbiramo tiste vrste olj, ki imajo nenasičene maščobne kisline, večkrat nenasičene maščobne kisline. Torej na primer konopljino olje ali pa laneno olje, orehovo olje, vse to pride v upoštev, na primer za na solato, lahko tudi olivno olje, lahko tudi repično olje. Ko pa govorimo o uporabi olja pri peki, takrat pa moramo gledati tudi na stabilnost pri visokih temperaturah. In najboljšo kombinacijo dobre maščobno-kislinske sestave in temperaturne odpornosti imata olivno olje pa repično olje. In olivno olje je iz enkrat nenasičenih maščobnih kislin, repično olje tudi iz enkrat nenasičenih maščobnih kislin, in enkrat nenasičene maščobne kisline so pri visokih temperaturah boljše obstojne kakor pa večkrat nenasičene. Hkrati pa ima na primer repično olje tudi nekaj malega omega-3 maščobnih kislin, ampak vseeno je
šosenje je toplotno odporno, tako da je repično olje tako, da je zelo fajn, no, z vidika omega-3 maščobnih kislin in z vidika toplotne odpornosti. Pa Super. prej, pa prej bi se vrnil še na eno vprašanje, vem, da si omenila še nekje jod, ampak Ja, ne vem, jod sva pozabila omeniti, ja, točno, ja, jod je bilo še vprašanje, ja. ampak ne vem točno, kakšno vprašanje glede joda je bilo. V bistvu pomanjkanjem joda pri veganih je bilo vprašanje. Ali Aha. ga sploh imamo pomanjkanje joda in kaj narediti glede tega? Ja, tukaj bi omenil to, ne, da preden se je v Sloveniji začel jodirati sol, je bilo veliko pomanjkanje joda pri splošni populaciji, zato se je uvedlo to obvezno jodiranje soli in od takrat naprej je veliko manj golše v Sloveniji. Ampak to jodiranje soli v Sloveniji je prilagojeno tistim, ki imajo dvakrat preveč visok vnos soli. Tako da tisti, ki imajo ful previsok vnos soli, bodo dobili vsekakor zadosti joda, a ne. Če pa imamo zdrav vnos soli, a ne, torej to pomeni dvakrat manjši vnos soli, kakor povprečen prebivalec Slovenije, potem je za pričakovati, da bomo imeli tudi joda dvakrat manj, kakor povprečen prebivalec Slovenije. In lahko se zgodi, da bi zaradi tega imeli pomanjkanje, a ne. Ampak imamo to srečo, da v nekaterih trgovinah v Sloveniji, na primer v Eurospinu, imamo tudi italijansko sol in ta italijanska sol je dvakrat bolj jodirana kakor slovenska sol. Tako da tisti, ki imajo zdrav vnos soli, a ne, ki se soli kar se da izogibajo, je fajn, da tista sol, ki jo uporabljajo, da uporabljajo to, ki ima dvakrat več joda na gram, recimo iz Eurospina. Tisti, ki imajo pa normalen vnos soli, kakor splošno prebivalstvo, torej previsok vnos soli, za tiste je pa vseeno, katero jodirano sol uporabljajo. Če pa nekdo ima toliko nizek vnos soli, da mu niti ta visoko jodirana sol ne pomaga, je pa fajn, da ima na voljo tudi prehranski dodatek. Super, hvala. Mogoče eno vprašanje, ki je dobil kar veliko všečkov, se pravi, to veliko ljudi zanima, je, kako vedeti, kateri vitamini oziroma dopolnila, konkretno B12, D in omega, so kakovostni, na kaj je treba biti pozoren, in če ima Matevž kakšno zanimivo preverjeno kakovostno znamko za priporočiti. Ja, tukaj na prehranskih dopolnilih si lahko pogledate, če imajo znak GMP. GMP je oznaka za Good Manufacturing Practice, torej dobra proizvodna praksa. To je edini tak certifikat, ki bi ga jaz gledal, no, nič drugega. Da bi pa prav zdaj priporočil kakšno znamko za posamezna prehranska dopolnila, to pa ne morem danes nič drugega narediti, kakor Norsan, a ne, ker je pač Norsan sponzor današnjega dogodka, ampak Norsan nima vseh tipov prehranskih dopolnil, no, tako da ne bi zdaj delal reklame za različne proizvajalce. Ja, razumem. Zdaj mogoče morava še na Facebook pogledati, če so kakšna vprašanja še tam. Samo sekundo. Drugače pa mislim, da ni več vprašanj tukajle. Če je še kaj, kar vprašate, no, ampak sicer bomo šli pa na žreb še potem. Posnetek bo tudi mogoč, predavanje bo v posnetku, če sem prav razumela, bo ostalo na Facebooku, pa tudi na YouTubu. Ja, je tako, ja. Mislim, da ni drugih vprašanj, tako da gremo lahko počasi na žreb. No, super. Evo, samo da preštimam. Ja, upam, da vsi tisti, ki želite sodelovati pri žrebu, no, da ste si dali tudi imena pa priimke, da bo ta žreb lažje potekal. Zdaj vidim, da kar nekaj imen pa priimkov je omenjenih. Evo, samo da dam share screen. Ok, torej, a se vam je zdajle odprlo? Zdaj vidimo, tale tak vidimo, ja. Ja, ta slikica Norsan se bi mogla prižgati, no.
Ja, torej, tisti, ki bo prvi izžreban, bo dobil za nagrado Norsan omega-3 olje, pa Norsan omega-3 želeje. Potem tisti, ki bo drugi izžreban, bo dobil kapsule pa želeje, pa kdor bo tretji izžreban, bo dobil olje pa želeje, torej od Norsana. Kot sem že prej rekel, ne, omega-3 maščobne kisline so koristne pri možganih, pri razvoju vida, pa tudi pri imunskem sistemu. Tako da je fajn, da poskrbimo za dovoljšen vnos omega-3 maščobnih kislin, pa naj bo to dolgoverižnih ali pa kratkoverižnih, kolikor posamezniku paše oziroma glede na to, v katerem življenjskem obdobju je. Zdaj pa verjetno že vidite tukaj tole žrebanje, a ne? Pa da vidimo, kdo je prvi nagrajenec. No, čestitke. Ta prva nagrajenka je Darja Ovijač. Pa bi prosil, da nam pošlješ na mail Slovenskega veganskega društva tvoje podatke. Potrebujemo torej ime pa priimek. E-mail bomo itak dobili s tem, ko nam boste mail poslali. Pa v mailu nam omenite še, na kateri naslov vam pošljemo nagrado. Pa če lahko tudi telefonsko številko. Ja, hvala. To je pa res prijetno presenečenje. Ja. Super. Hvala. Torej, te podatke Se glih pošljete. odločam za veganstvo, tako da to bo zdaj dobra spodbuda. Ja, Ja. te nagradne igre in vse nagrade so namenjene udeležencem izziva, da vas spodbudimo, da imate čim bolj lahek prehod na veganstvo. Ja, tako da Res lepo. pošljete te podatke na info@vegan.si, torej to je mail Slovenskega veganskega društva. Na ta mail, kakor ste je bilo vabilo, ne? Ja, tako je. Ja, v redu. Super. Pa žrebamo že naslednjo osebo. Ok, druga oseba je Damjan. Pa me zanima, Damjan, a si z nami, da vemo tudi mogoče priimek? Če, no, v vsakem primeru pa velja, no, da Damjan nam pošlješ na mail Slovenskega veganskega društva svoje podatke, tako kot Darja, torej na mail info@vegan.si. Pa če žrebamo še tretjo osebo. Super, čestitke. Tretja oseba pa je Aleksander Parfenov. Tudi vas prosimo, da svoje podatke pošljete na info@vegan.si, da bomo vedeli, kam poslati nagrade. Hvala vsem, ki ste sodelovali. A se je vmes pojavilo še kakšno vprašanje, Veronika? Ne, nobenih novih vprašanj. Velja pa tako, no, da se bomo potrudili tudi v društvu, da bomo imeli tovrstne webinarje pogosto, in pa tudi ekipa veganskega izziva vam je vedno na voljo za morebitna vprašanja, tako da niste zamudili nobenega vlaka. Najlepša hvala vam za poslušanje in za sodelovanje, za toliko veliko vprašanj. Zelo dobra vprašanja so bila, moram reči, zelo koristna. Pa seveda pa največja zahvala Matevžu za tako strokovno in jasno predstavitev vsega. Ja, hvala vsem za udeležbo, ja, pa hvala Veroniki, ki si povezovala. Pa tudi hvala sponzorju za te nagrade za udeležence izziva, no. Me veseli, da imamo tako dobrodušna podjetja. Pa tukaj bi omenil še, da vprašanja, ki niso bila odgovorjena, lahko postavite tudi kadarkoli tukaj na Zoom, na posnetku live videa Na Facebooku. Ali pa potem, ko bo to na YouTubu, no. Samo na YouTubu mislim, da ne bo omogočeno komentiranje, tako da na Facebooku se lahko še dolgo odvija ta debata, no, pod tem videom. Tako da ja, hvala vsem. Pa lep večer še naprej vsem. Lep večer, ja. Pa srečno. Srečno. Hvala.